Kostanjeviški svetnice in svetniki pa so nedavno soglasno potrdili občinski proračun za leto 2025. To so storili na zadnji dobro uro trajajoči seji v lanskem letu. Ja, proračun 2025 je pod streho, tako da lahko po novem letu v miru začnemo naprej delati. Predlog proračuna je po 15-dnevni javni obravnavi doživel nekaj manjših sprememb. Torej, prihodki v sprejetem proračunu ostajajo nespremenjeni. V dopolnjenem predlogu znašajo 3 milijone 800, medtem ko odhodki so se pa povečali. V javni razpravi je bilo nekaj predlogov podanih. Vsem župan ni mogel zadostiti, ker pač sredstev ni bilo toliko na razpolago. Načrtovani proračunski odhodki so se tako zvišali za 30 tisočakov. In znašajo 4 milijone 165 tisoč evrov. Povečanje predvsem za obnovo javne poti. Na postavki smo povečali postavko za 20 tisoč evrov. To je pač maksimum, kar se je dalo. Ugodeno pa je bilo med drugim tudi prošnji Kostanjeviškega prostovoljnega gasilskega društva, ki zbira denar za nakup novega vozila. Za naložbe v prihodnjem letu namenjajo skoraj 1,4 milijona evrov, od tega dobrih 270 tisočakov za nujna sanacijska dela na mestnem dvorcu. Potem je projektiranje samega Kostanjeviškega dvorca za potrebe obnove in prijave na razne razpise. Potem imamo preprojektiranje grajske ceste, tudi da potem lahko kandidiramo na raznih razpisih. Za pripravo projektne dokumentacije glede potreb v vasi Orehovec namenjajo dobrih 60 tisočakov. Vemo, da bo potrebno tam urediti kanalizacijo in vse potrebno, kar spada zraven. Potem je investicija, sicer ni povsem občinska, cesta Kostanjevica-Podbočje. Pogodba je podpisana, tako da se bodo dela spomladi pričela. Dobrih 200 tisoč evrov pa bo stalo še dokončanje tako imenovanega tercijalskega mostu. Občina se prihodnje leto ne namerava dodatno zadolževati. Bomo pa odplačali za 150 tisoč evrov dolgoročnih kreditov in pa iz naslova javno-zasebnega partnerstva 97 tisoč za obnovo šole. Za servisiranje dolga bodo torej skupaj namenili skoraj 250 tisoč evrov.